Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem Recharge Life Coach. Dobrodošli v naši oddaji Recharge Your Life TV. V bistvu po slovensko bi lahko rekli: začnimo novo življenje, oživimo življenje. To je v bistvu oddaja, ki bo potekala vsako soboto ob 19. uri. Posnetke boste lahko našli na YouTube kanalu. Namen te oddaje pa je, da lahko na nov, svež, energijski, pozitiven in pester način dejansko obravnavamo naše življenje. Obravnavamo probleme, obravnavamo realne zgodbe. V življenju dejansko smo zataknjeni, ker ničesar ne razumemo, ne? In resnica je včasih zelo boleča. Še posebej pri nas, bi rekel, v Sloveniji smo zelo nagnjeni k temu, da razumemo drug drugega. Saj te zelo razumem, ne? Ampak če te jaz razumem, dejansko ti ne pomagam, da narediš korak naprej. Tako da dejansko vsak teden bomo odprli novo tematiko. Absolutno vesel bom vaših vprašanj, ki jih prosim, da mi pošljete na e-mail info@miranpeterman.com info@miranpeterman.com. Tako da dejansko potem bomo skupaj poiskali odgovore, ne. Današnja tematika smo se odločili, da kar dejansko zaorjemo v malo bolj tako, bi rekel, perečo tematiko, malo bolj, bi rekel, vročo tematiko, so prevare. Zakaj dejansko varamo? V čem je zgodba? Zakaj začnemo gledati za drugim partnerjem, ne? Zakaj mislimo, da je trava na drugi strani ograje bolj zelena, ne? Stranka mi piše: moj mož je pač začel gledati za mlajšo sodelavko, ne? Potem druga je spet v bistvu zgodbe neomejeno. Zakaj se to dogaja, ne? Partner me zanemarja, ne? Potem zopet stranka pravi: kaj naj naredim, moj partner ves čas gleda televizijo, ne, in se mi ne posveča, ne. Tako da malo bomo pogledali to problematiko. Če imate kakšno vprašanja vaše, recimo kakšne komentarje, sem zelo vesel, da mi napišete, bomo pogledali, če so kakšna vprašanja, bomo odgovorili. Delam na tem, da bi mogoče v naslednjih oddajah omogočili tudi kakšen klic, da lahko sprejmemo kakšen klic, mogoče bomo kdaj imeli kakšne goste, ne. Tako da dejansko gremo partnerstvo, varanje. Kaj je sploh partnerstvo? Partnerstvo lahko rečemo, da je pričakovanje in spoštovanje. Kaj pomeni? Pričakujemo nekaj od partnerja, ne. Spoštujemo partnerjeve sposobnosti in pričakujemo neko korist od teh sposobnosti, ne. Ni nam ravno čisto vseeno. Včasih, recimo, poglejte, ženske se pritožujejo, tudi moški se malo manj pritožujemo, ne. Jaz vedno pravim, moški smo kot medvedki, ne, in potem ženske gledajo, kakšni medvedki. Moški smo dejansko resnično medvedki, če znate z nami pravilno delati, ne. Potem pravijo ženske, ne, ženske včasih rečejo: vsi so isti. In potem je nekdo pameten rekel: zakaj pa potem izbiraš, ne? Potem pa pač enega vzami, vsi so isti in pač ne bo velike razlike, ne? Ampak dejansko, zakaj nam je nekdo všeč? Zakaj se za nekoga izberemo? Zakaj se odločimo za nekoga? Ljudje smo dejansko koristoljubna bitja in iz nekega partnerstva oziroma od neke osebe želimo imeti korist, ne? Seveda lahko, če gremo zopet najprej na definicijo, zakaj se ljudje sploh zaljubimo. Veste, zakaj se ženske zaljubijo? Vsi pravimo, da moški in ženske drugače gledamo na partnerstvo oziroma na partnerja, ne. Ženske pravijo, da mi gledamo, da pač moški gledamo na zunanjost, ne, kako ženska izgleda, ne, ženske pa gledajo na vsebino. S tem se absolutno strinjam, ampak velikokrat je to tudi vsebina denarnice. Ampak o tem bomo lahko kakšno rekli kasneje, ne. Ampak drugače, v osnovi se ženska zaljubi v moškega, zato ker se ona ob njem počuti tako ženstveno. To je zelo pomembno, ne.
To pomeni, da moški daje ta občutek tej ženski. Ne? On me naredi tako ženstveno, ob njem se resnično super počutim, on me pač dela ženstveno. Kdaj se pa moški zaljubi v žensko? Moški smo pa pač pregovorno lovci, moški smo bojevniki, ne? Ampak najbolj smo lovci in potem vržemo svojo vabo. Ne? Seveda svoje vabe ne vržemo kar kamorkoli, kjerkoli, ampak pač v nekem okviru si zagledamo neko potencialno, ne bom rekel žrtev, ne? In potem vržemo vabo. In način, kako se ta objekt odziva, od tega je odvisno, a smo mi zainteresirani. Pač vržemo vabo, rečemo nekaj in če se odziva, potem postajamo zanimivi. Moški vedno dajemo. Ne? In dejansko en velik problem v partnerstvu je, da ženske velikokrat ne znajo sprejemati. Ne? Moški dajemo, ženska ne zna sprejeti, moški dajemo, ženska ne zna sprejeti in potem moški prenehamo dajati. Ne? In pač tako gre življenje naprej. Okay. To pomeni, zaljubimo se zaradi tega, ker imamo neko korist od tega partnerja. Ne? In potem v življenju pride do konflikta oziroma do partnerskega problema iz dveh razlogov. En razlog je, da pač tisto korist, ki smo mislili, da jo bomo dobili od partnerja, prvič, ali partner tega nima, ženske znajo povedati, pa mi je vsa ta leta gradil gradove v oblakih. Ne. To pomeni, partner je pač ženski govoril o svoji viziji, kako bo uspešen, kako bo naredil rezultate v življenju in tako naprej in nič od tega se ni zgodilo. Ne. To pomeni, dejansko razočaranje prihaja, seveda, razočaranje je vedno rezultat naših napačnih in nerazčiščenih pričakovanj, ampak v partnerstvu pride do konflikta, ko dejansko partner, pač mislili smo, da partner ima neko sposobnost, od katere bomo mi imeli korist in nenadoma te sposobnosti nima. Ne. Druga možnost pa je, oziroma druga realnost pa je, da pa partner to sposobnost ima, pa nam jo noče dati. Ne. V bistvu pa naj bo to karkoli se že, recimo, ali partner, bi rekel, v začetku, ko začnemo pač to neko, ne bom rekel, paritveno obdobje, se pač posvečamo, investiramo drug drugemu, ne? In potem v bistvu partner preživlja svoj čas z nami, nas animira, nas pač zabava in tako naprej. Ne? In potem v bistvu, ko pa nekako si obljubimo, potem je pa zadeve konec. Ne? Partner v bistvu sploh si ne vzame časa zame, sploh to. Ne? Tako da dejansko, evo, za nekako, ko smo zarili v partnerstvo, ne, in v bistvu dejansko sploh nismo prišli še do varanja. Ne. Ampak gre na splošno za to. To pomeni, mi v bistvu imamo spoštovanje do partnerja, spoštujemo njegove sposobnosti, ne, in pričakujemo neko korist. In potem, ko te koristi ni več, potem pa začnemo gledati, ok, kje pa mi lahko to korist dobimo. Ne. Ker v bistvu, ravno sem rekel, na začetku v tem obdobju, ko gremo na zmenke, ko dejansko poskušamo osvojiti partnerja, se zelo investiramo. Ampak potem, ko je partner osvojen, pač poznamo klasično zgodbo, moški pristane na kavču s čipsem, pivičko, televizija, daljinc, kar pripravite se, svetovno prvenstvo, nogomet se v kratkem začne. Evo, jaz niti ne vem, kdaj se začne, tako da v bistvu jaz sem malo poseben v drugo smer. Ne. Ženska pa potem postane nekako tudi bolj udobna. Ne. Na začetku moški imamo radi, da je ženska urejena, da je ženska pač ves čas v formi, da se pač nekaj da nase. Ne. Ker v bistvu, plejte, morate tudi vedeti, da ženska, ki sama o sebi ne čuti, da je lepa, je zelo težko za moškega, da je ves čas govori, da je lepa. Ne? In potem se celotna zadeva nekako malo umiri, ne? In potem partnerka cele dneve v neki preveliki trenerki, ne? Pač frizura takšna, kot se je zjutraj zbudila in tako naprej. In to partnerstvo enostavno postane preveč monotono. Seveda drugi problem je, da pač za neko
bolj, bi rekel, juicy, malo bolj sočno partnerstvo, potrebujemo energijo. In če te energije nimamo, potem je v bistvu celotna zadeva precej težka. Poglejte, zamislite si samo primer. Moški imamo, na primer, zelo radi dejansko malo neke vrste flirtanja. Ne? Ženska nas prosi, daj, dragi, a bi lahko ti tele smeti odnesel. Ne? In potem se moški dostikrat naredimo dejansko, da preslišimo ali v bistvu karkoli je neka kombinacija, ampak dejansko, kar si mi želimo, da bi dejansko ženska šla v neko igro z nami in dejansko šla v zgodbo, ok, daj, dragi, pa daj, tele smeti nosi, odnesi in tako naprej in tako. Ne? Da dejansko dobimo malo spodbude, malo igre, malo flirta. Ne? Ampak v današnjem času dejansko vidimo, da gremo v službo, utrujeni, potem pa še partner, ni energije, otroci in vse to. Ne? In dejansko ženske velikokrat prevečkrat odreagirajo zelo črno-belo. Pa dej že odnesi tele smeti, a se bom s tabo ukvarjala in tako naprej. Ne? In isto je v ostalem partnerstvu. Ne? Moškim se ne ljubi oziroma nima energije, da bi dejansko žensko bi rekel, mehčali, zmasirali, ne, za naše posteljne aktivnosti, ki si jih želimo. Ne. A bi šla midva seksati? Ja, meni se ne da. Ne. Okay. Kaj si pa ti naredil za mene, da si me malo pripravil, da si me malo stimuliral? Ne. In dejansko ključ je tukaj v energiji. Ne. Kako lahko ohraniti dejansko v tem odnosu neko to sočnost, neko energijo, nek interes? Ne. Ker če pomislite, mi pridemo skupaj po nekem obdobju, ko se odločimo, v redu, se predam, bom celo življenje s tabo, obljubim, ne, da me nikoli več nobeden oziroma nobena ne bo zamikala. Ne. Kolega imam, ki je rekel, obljubil sem zvestobo, nisem obljubil slepote. Ne. Vsak si lahko razlaga kot to. Ampak v bistvu, ko si potem obljubimo to zvestobo, potem pa zadeva postane kot samoumevna. In potem stranka pravi, ne, moj pa gleda televizijo, ne, in dejansko nima časa za mene. In potem je stranka vprašal, poglej, draga moja stranka, ne, da ne bo pomote. Ne. Poglej ti, kaj je na programu pri njemu na televiziji in poglej, kaj je na programu pri tebi. In če je ta tvoj program dolgočasen, potem moraš ti spremeniti program. Dejstvo je, da v današnjem času se vse premalo zavedamo dejansko, da partnerstvo ni neka statična zadeva. Še posebej v tem času, ko dejansko smo že dalj časa skupaj. Ne? Da se je ves čas treba boriti za partnerja, da se je ves čas treba boriti za partnerstvo, da ga je treba nadgrajevati, da zadeva ni samoumevna. Ja, pa jaz ne razumem, kako zdaj začel za gledati, ne? Midva sva pa že 15 let poročena, midva sva pa že 20 let poročena, ali pa 10, ali pa 5. Ne? Ampak poroka ni nekaj, kar ti podpišeš. Celo življenje ti bom zvest v dobrem in slabem in potem je več slabega in potem to. To je bilo včasih. Včasih je dejansko ni bilo izbire, ni bilo druge možnosti. Ne? Ostal si skupaj, ker je bilo treba poskrbeti za otroke, ker je bilo predrago in tako. V današnjem času neka malo bolj iznajdljiva mama, ne, brez problema za 2 otroci lahko kot samohranilka čisto super življenje. Zakaj bi trpela ob nekem modelu ali kakorkoli že obratno neka zgodba, ne, celo življenje, če pa zadeva ne funkcionira. Ne. To pomeni, isto je, poglejte, živimo v zelo hitrem času. Navajeni smo na varno službo, ena služba, celo življenje, počasi napredujemo. Danes tega ni. Če ni v redu, če ne delaš, če se ne razvijaš, če nimaš rezultatov, tukaj imaš, hvala, v redu, se posloviš in gremo. Isto je v partnerstvu. Ne? Če ni prave energije, potem začne partner ali partnerica iskati to energijo drugje. In kaj zdaj mi tukaj naredimo? Kaj lahko naredimo, kaj smo pripravljeni narediti, kako se lahko soočimo s tem? Ker v bistvu najhujša zadeva, s katerim se soočam, ne, pri svetovanju v partnerstvu je, ko partner prevara partnerko ali obratno.
načeloma večinoma delam za ženskami, to pomeni, da pač partner prevara partnerko. In sedaj, kako naj mu jaz to odpustim? Zakaj se je to meni zgodilo? Težko je tukaj reči. Rekli smo dejansko, da dokler je v partnerstvu se nekaj dogaja, dokler v bistvu delamo drug za drugega, dokler dobivamo, pač smo rekli, spoštovanje in pričakovanje. Pričakuješ nekaj od partnerstva. Nekoč me je ena stranka vprašala, rekla, kaj pa potem, ko je samo spoštovanje, ko ni več nobenega pričakovanja? Kaj čem reči? Potem je počasi konec. A je treba na novo definirati cilje, a je treba zadevo malo pač enostavno, glejte, partnerstvo ni samo nek občutek. Ti se zaljubiš, pač nekdo ti je všeč, najdeš dušo dvojčico. Koliko je duš dvojčic? Mislite? Ogromno ali zelo malo? V bistvu niti ni pomembno. Partnerstvo je odločitev. Ko enkrat najdeš človeka, ki ti dejansko paše na tvojo dušo, paše na tvoj karakter, itak takega privlečeš, se ti odločiš, ok, s tem človekom hočem narediti zgodbo, s tem človekom hočem narediti, rekel, eno čudovito življenje, in to je odločitev. In ta odločitev potem dnevno in potem to zadevo razvijaš. In potem, če pač nekako se zgodi, kot smo rekli, energija zmanjka, in potem dejansko, kaj bomo naprej, kako bomo tukaj. Povem vam eno zgodbico, glede partnerstva in prevare. Zgodbica gre takole. Če si predstavljate, da pač vi ste doma, partner pa odide v hribe, v gore. Okay? In potem, karkoli že to pomeni, okay? vi si pišete svojo zgodbico. In potem partner hodi in potem mu postane slabo. In ko mu postane slabo, se onesvesti. Okay? In potem, ko se onesvesti, pač pade ob tisti gorski poti. In mimo pride neka mična gospodična, če ste ženske, je pač partner šel, oziroma moški je pač nek gospod, pač slikajte si svojo sliko. Mimo pride gospodična in tega našega partnerja reši, kako se reče, z poljubom življenja, usta na usta in tako naprej, karkoli že to pomeni. In potem, ampak dejansko ona ga je rešila, partner je preživel. In potem partner pride k nam domov nazaj, iz gora, karkoli že to pomeni. Kaj je sedaj naša zgodba? Naše edino vprašanje, ki je tukaj, ne zdaj, kaj je bilo v gorah, kdo je bila ona in kaj to. Naše vprašanje je, ok, partnerja smo dobili zdravega, živega nazaj. Ali ga hočemo, ali ga nočemo. Ker v bistvu ogromno žensk se dejansko pač zgubi v neki zgodbi, ko zaradi nekega izleta v gore in ko se je pač zgodil nek trenutek slabosti, ko bi dejansko, rečemo, partner lahko celo umrl, in potem se je pojavila čudežna rešiteljica, ki ga je rešila. In potem partnerje zaradi tega izleta v gore celo življenje obtožujejo. Kakšna zgodba je to? Brez veze. Če je partner šel v gore, ok, mi nismo šli v gore, pač bil je tudi tukaj nek razlog, zakaj je on šel, zakaj mi nismo šli, pomeni, da dejansko nimamo nobene pravice, imamo pravice, ampak v bistvu nima nobenega smisla, da partnerja sprašujemo, kaj se je zgodilo, kdo je bila tista, ki ti je rešila življenje, kaj se je točno dogajalo in tako naprej. Pač na nek način moramo biti veseli, da se je partner vrnil, ni šel z njo in v bistvu nam samo poslal kartico, ti živa, sem šel v gore, ostal bom še v gorah, ti pa lepo v dolini uživaj svoje življenje naprej in tako naprej. Partner je prišel nazaj. To pomeni, mi se moramo odločiti, da bomo partnerja dejansko sprejeli in zaživeli novo življenje ali pa prekinimo vezo. Tako kot sem rekel, plejte, namen te naše oddaje je, da raziskujemo življenje. In namen te naše oddaje ni, da vas razumem.
Ne? Ker v bistvu potem se veste, kako, ko se mi pogovarjamo, ne? Una revca, pa jo je on prevaral, pa tako naprej. Glejte, revca ali ne revca, situacija je taka, če bi ona drugače vedela, bi drugače naredila, ampak drugače bi mogla narediti, da bi njega zadržala, ali da bi šla skupaj z njim v gore, ali pa kakorkoli. Ne? Iste so zgodbice, ko pač ženska zaradi pač bi rekel, neznanja, ker pač misli, da je edini način, kako si zasluži ljubezen, je dela cele dneve, je pridna in dejansko pač vso energijo porabi za to, ker lika in pač pomaga in za otroke skrbi in to, in se dejansko ženska iztroši, potem nima energije in potem partner začne gledati drugam. Kdo je sedaj kriv? A je partner baraba, a je ženska revca? Razumete? Ampak tukaj dejansko, gledajte, življenje je čudovito, ko imamo mi čudovit pogled na življenje in dejansko tukaj ni čas, da mi zdaj tu parlamentiramo Boga revca in on zaradi občutka krivde, ker se je pač ona to žrtvovala. Kje pa? Ona bi si pač morala življenje zorganizirati na način, da ima ona dovolj energije, da ima on dovolj energije, da je partnerstvo še vedno juicy, vse ostalo je pa pač, bom rekel, za njo neka šola. Mogoče to za vas malo težko sprejeti, ampak to je dejstvo. Ne? Če se ženska žrtvuje in dejansko pokuri celo vso energijo, ne? In zaradi tega pač, ker nima več tega, več energije v partnerstvu in partner je pa pač itak si je sama takega izbrala, da je tak tepec, da je začel gledati okrog in tako naprej, cela kombinacija, ne? Tukaj potem nihče ni revež, ampak dejansko pogledaš, kaj se lahko naučiš. V naslednjem partnerstvu bom pa zadevo organizirala drugače. Bom organizirala svoj čas na način, da bom imela čas za sebe, da bom lahko tudi sama delala na sebi, da bom dejansko sama zanimiva, fit in tako naprej. Časi, v katerem živimo, so se spremenili. Ni več tistih časov naših mam in tiste nedeljske juhe, pridne skaj pogledati, pridi na kosilo in tako naprej. V redu, pridem, če si zanimiva. Isto v partnerstvu. Ne? Pejdi z mano. Ja, zakaj pa? Ker si moj partner. Ja, in drug po drugem visimo, drugega vlečemo in to. Ne? Dejansko, edina rešitev je, da se zbudimo, delamo na sebi, smo zanimivi, se zabavamo. V vsaki taki stranki rečem, poglej, začni se rihtati, ampak ne zaradi njega, začni se rihtati zaradi sebe, začni uživati življenje, ampak ne zato, mu bom že pokazala, ampak zaradi sebe. Ker v taki situaciji je ženski najtežje na svetu, da dejansko prepozna, da vse te stvari ne dela zaradi njega. In ne dela zato, ker se mu bo maščevala in je vse težko in vse to. Ne? Ampak dela zaradi sebe. Ne? In bolj kot uživamo življenje, bolj smo juicy, bolj smo zanimivi, bolj se tudi okrog nas začnejo zbirati drugi partnerji, ne? In imamo potem mi več izbire in nismo več žrtev, ampak je popolnoma druga zgodba. Ne? Tako da dejansko časi tega garantiranega, ja, sva že toliko let skupaj, pa mi je pred 10 leti obljubil. Kako bo on tebi obljubil? Ti še sebi ne moreš obljubiti, da boš, ne vem, en teden brez čokolade. Kaj boš ti, kako bomo? On je pa obljubil pred 10 leti nekaj, kar je zdaj čisto nemogoče. To je dejansko, nima smisla. Tako da, kot sem rekel, treba se izbuditi, življenje je čudovito, ko ga uživamo, ko ga razumemo in dejansko na ta način lahko naredimo maksimalno. Tako, dragi moji, to je bila naša oddaja Recharge Your Life. Vsak teden bomo našli neko tematiko, kot sem rekel, vesel bom vaših vprašanj, info@miranpetroman.com, kakršnakoli vprašanja na področju ljubezni, seksa, bomo pač gledali, da če bo kaj takega, da otroci ne bodo glih ravno prisotni, denarja, financ, posla, karkoli, bomo našli rešitve. In našli bomo pravo rešitev, tisto, ki funkcionira, ne da samo razumemo drugega. Ne. Poznate tisto kolegice, joj, toliko sem v težavah, da ti lahko razložim. Lahko razložiš, ampak če mi ti razložiš, dejansko ne bova nič rešila. Ti se moraš soočiti
In potem, ko se soočiš, avtomatsko zadihaš svobodno in avtomatsko greš naprej v življenju. Ne? Tako da želim vam čudovit večer, čudovit dan, karkoli že je, katerikoli doba je dneva. Če se vam zdi ta video uporaben, zabaven, poučen, delite ga s svojimi prijatelji. Tudi v bistvu lahko se naročite na naš YouTube kanal. Če imate še kakšne večje težave, situacije, se lahko direktno obrnete na mene. Ostanite lepi, recharge your life, oživite, zaživite novo življenje. Lep pozdrav!